Papež Frančišek je med splošno audienco 9. novembra na trgu svetega Petra nadaljeval s pojasnjevanjem del usmiljenja ter spregovoril o obiskovanju bolnikov in zapornikov. Poudaril je, da je pomembno biti blizu osebam, ki so v zaporih, tako bolni kot jetniki živijo v situaciji, ki omejujejo njihovo svobodo. In ravno takrat, ko nam te primanjkuje, se zavedamo, kako zelo je dragocena. Jezus nam je dal možnost, da smo svobodni kljub našim omejitvam, ki jih povzročata bolezen in omejitev gibanja. Ponuja nam svobodo, ki izvira iz srečanja z njim in iz novega smisla, ki nam ga to srečanje vnese v naš osebni položaj, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. Obiskovati osebe v zaporih je delo usmiljenja, ki je predvsem danes še posebej veljavno za različne oblike obsojanja, kateremu smo podvrženi. Nihče naj torej ne usmeri prsta proti nikomur. Vsi raje postanimo orodja usmiljenja. Z držami delitve in spoštovanja je povabil papež Frančišek in nadaljeval, da sam pogosto misli na zapornike in jih nosi v svojem srcu. Mi domando che cosa li ha portati a delinquere e come abbiamo potuto cedere alle diverse forme di male. Sprašujem se, kaj jih je pripeljalo do hudodelstva in kako so lahko padli v različne oblike zla. A poleg teh misli čutim, da vsi potrebujejo bližino in nežnost, kajti Božje usmiljenje je razsipno. Koliko solza sem videl na obrazih zapornikov, ki morda nikoli prej v svojem življenju niso jokali. In to samo zato, ker so se čutili sprejeti in ljubljeni. Ne padimo v brezbrižnost, postanimo orodja Božjega usmiljenja, je vse zbrane na trgu svetega Petra povabil papež Frančišek.